Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Govorili bomo o postu, ker smo v postnem času. Zdaj ljudje smo taka bitja, dostikrat čutimo na levo stran, dostikrat na desno, dostikrat ne vemo točno, kaj je, dostikrat hodimo zelo v eni megli v naši veri, dostikrat smo višni v naši veri, dostikrat čutimo Boga, dostikrat smo od njega oddaljeni. Tudi glede posta se lahko sprašujemo, kaj sploh je pomemben, ali pa nam post dostikrat daje in točno vemo, to je treba. Zdaj smo v postnem času in če se sprašujemo, zakaj je treba, prvi odgovori so tej. Jezus sam se je postil. Če se je on postil, potem je to treba. Še bolj za nas, kot za njega. On je verjetno pokazal samo za zgled, njemu to ni bilo treba. On je itak popoln. Potem pa Mojzes, ko je šel na goro, še toliko stoletij prej, 40 dni, brez jest, brez spit, v bistvu pa ne samo to, brez hrane, pijače, ampak tudi živeti v tisti samoti, popolnoma izločen od vsega, izločen od vseh tistih užitkov, manjših ali večjih, ki ti tisti trenutek marsikaj dajejo, izločen od tega. Zakaj to spet? A mogoče zato, da se ta naša bit v sebi, ki jo imamo, da se usmeri nekem drugam, kot ves čas prej. Mogoče živimo na tak način, da vse, kar imamo v sebi, kar delamo, za kar se trudimo, da ne gre v eno pravo smer. Ne gre v pravo smer, če govorimo, da prava smer je smer Božjega kraljestva, seveda, z tega vidika. Mogoče ne gre in mogoče dostikrat se je treba vzeti v eno osamo, v eno karanteno, da se ozdravimo vsega tista, kar nas ovira pri temu, da bi bili v eni pravi smeri. Ampak če pogledamo v tem našem postnem času, če nikoli nisi niti pomislil na kako pomembnost odpovedi, je verjetno to težko razumeti. Zdaj z oči kakih mlajših ljudi, otrok je to še težje razumeti, kaj komu na čast. Z leti pa se mi zdi, da človek že, po mojem, že toliko, po 30 letu pa že razume počas. Kaj je to post, kaj je to odpoved, preko čega sploh prideš do česa, preko čega sploh kaj dosežeš, zmerom preko odpovedi. Nikoli preko ne vem kakih užitkov. To se na koncu samo ene praznine, če to brezciljno in brez blagoslova in brez Božje roke. Tako da, če govorimo zdaj o postu, na en način, kako mi čakamo. Koliko ljudi slišim, predvsem danes so kilogrami pri človeku zelo pomembni. Večina ljudi zdaj v tem zahodnem svetu je nadpovprečno težkih. Pravimo, prihaja ameriški stil k nam, kjer je vse razširjeno, telesno. In tisti, ki smo malo bolj razširjeni, imamo skozi v eni, zdaj govorim z posvetnega vidika skoraj, imamo skozi v eni misli, kako bomo shujšali. Že zaradi tega vidim, koliko ljudi je komaj čakalo ta postni čas, da bi začeli že z eno dieto. Sva ta dieta zdaj ni direkten post. Ni direktno tisto za Božje kraljestvo. Ma lahko, kadar delamo nekaj za Božje kraljestvo, se lahko zdraven tudi kakšna stvar dobra naredi, tudi za naše telo, tudi za naše želje se kaj uresničijo. Bog nam zmerom vrne na 100 področjih, če mu mi damo samo en trud. Ko mi čakamo torej, da bi malo shujšali, samo na koncu vidimo pa korak za korakom, obrok za obrokom, odtegovanje za odtegovanjem, zmeram težje. Pole rata tako, v sredo je pepelnica, v petek je samo 2 dni mimo, beremo duhovniki pri prvi mašni prošnji, Gospod, nadaljujemo in začeli smo prva spokorna opravila in dostikrat tam dosti ljudi z nami vred duhovniki seveda malo zamižimo, ker že v 2 dnevih dostikrat to propade. Tako da vidimo, na en način ta post tudi čakamo. Pole vidim ne samo to v vezi s hujšanjem, ogromno je te zasvojenosti. cigareti,
potem alkohol, televizija, računalnik, spolnost. To vidim pa računalniku dosti otrok celo, osnovnošolskih, srednješolskih. Prosi za molitev. Ne moram se uprijeti računalniku. Ne samo računalnik, Bog ve kaj po tem računalniku. In dosti od njih tudi komaj čaka, da bi prišli v ta postni čas. Kaj takrat bo, čutiš, takrat je pa ena priložnost, da se bo lahko začelo. Čutiš, takrat pa mogoče mi bo Bog pomagal. Takrat bo dosti ljudi poskušalo in bom z dostimi ljudmi tudi jaz poskušal. Mogoče bo lažje, ker nas bo več. Kaj potem pa rata spet? Trenutek za trenutkom, minuta za minuto. Je težko. Ni kar tako. Zdaj pa tisti pravi post. Pravi post pa je pa to. Bom eno trditev dal. Post ali pokora je edina pot v Božje kraljestvo. Za Izraelce iz Egipta v kanaansko deželo, v izraelsko deželo, v obljubljeno deželo, je bila edina pot skozi puščavo. Ni bila pot po morju, če plavali, ni bila pot, da bi šli dol nazaj, ja pa bi šlo spet po puščavi, če bi hoteli jeti čez Španijo, gor pa karkoli. Ampak ta je bila skoraj najbližja pot, potem so jo malo podaljšali, zaradi izraelske nezvestobe in nezaupanja sicer, so jo podaljšali, ampak skozi puščavo. Samo na ten način so se lahko rešili vsega tistega, kar je bilo napačno, da so tisto skozi ta čas lepo premisleni, ali zlepa, ali zhrda, mogli so pa prist v sveto deželo. Tudi mi, v Božje kraljestvo, fajn je, da pridemo. Čutimo v sebi, da moramo, da pridemo. Naš Bog je tak z nami, da je predvsem samo zlepa, ampak dosti bi ga skoraj prosili, daj še malo zhrda nam, daj zadaj, da pridemo res tja, da dosežem tisto, kar bi rad že enkrat dosegel. To je pot k Bogu. Pot v Božje kraljestvo, lahko to imenujemo na več načinov. In to točno vemo, že tudi če gledamo spet z tega vidika, da damo primere. Nekdo bi rad imel fajn družino. Fajn družina je, zdaj nekomu je dano, nekomu ni seveda, ampak če ti je dano, je spet to pot truda. Ogromno truda. Pri večini, tu pa tam je lahko, tudi kak je 20 let zabušaval, družina zaradi njega trpela, potem se je slučajno spreobrnil, spoznal, kako nekaj velikega je imel in ima še zmeren dobro družino. Tu pa tam, to ni redna pot. To je Božji dar mimo vseh logik. Zdaj, kar je pa tisto, kar mi z naše strani doprinesemo, da mi pridemo do te poti, je pa ta, da se trudimo. Da se trudimo, da se odpovedujemo, da se žrtvujemo in takrat nastane ta roža, ta cvet dobre družine. Ma na vseh področjih je tako. Isto hiša. Lahko imaš dobro hišo, to je pot truda. Tu pa tam je lahko do zadene na lotu, dobro ben, na to se ne gre zanašati. Jaz bom pa imel dobro hišo, ko mi bo ratalo, da bo kar ratala. So tako redki tej, da ne vemo, skoraj jih višno ne bo nas zadelo. Isto kot na loto, ki plačujemo. Plačam, ja, ma vem, da nem zadev, pa niti ne upam. Ne gre. Pot tega Božjega lota, Božje sreče, je pa vsakemu dosegljiva. Samo odpoved, post, delati tisto, kar ti ni užitek, tak, da boš ti od največjega veselja vrisko ali karkoli, ampak se boš trudil. Ampak preko tega truda bo prišlo tudi darilo, Božje darilo, ki se ga bo sicer na način sam zaslužil, ampak Bog bo blagoslavljal. Poznam enega, zdaj je že duhovnik proti Zlati Maši sicer, enkrat je govoril svojo pot, kako se je odločil za duhovniški poklic. Rekel je, ko je začutil klic, tisti dan trdi, zdaj je drugače, ker se je mogel truditi. Ampak tisti dan je bil to najbolj žalosten dan v njihovem življenju. Še par dni možno, da je bilo tako žalostnih, ma verjetno ne tako, kot je pravil. Zelo, zelo mu je bilo hudo. Potem je šel v semenišče, še prej je šel v svojemu župniku, upal, da mu bo rekel, ne smeš jeti.
Župnik ga je ves vesel peljal škofu, upuje, da mu bo škof rekel tudi, ne, ti pa ne smiješ jeti, ker ti si imel že en drugi poklic, bil je zidar, če se ne motim. No, potem je le šel v semenišče in tam v semenišču videl eno, družba je bila pa zelo dobra, to ga je malo razveselilo tudi, da je imel več na dosegu roke, več trgovin tam po Ljubljani, da je lahko malo bolj se tudi pozabavil, ker doma tam so mogli iti v trgovino v en drug kraj peš par kilometrov, ampak vse skupaj je rekel, je bila pa ena žalost. Ni si upal predstavljati, da bo zdaj pa njegovo življenje žrtev, da bo njegovo življenje odpoved nečemu, kar si je skozi mislil, da bo s tistim najbolj užival, najbolj lepo živel. Rečemo rajš, ne užival, lepo živel. Potem pa eno leto je tako bil. Izpite je napravil, toliko je šlo. Potem pa pride poletje in nekateri so se odločili za duhovne vaje. Tudi on. In ene duhovne vaje so bile zdaj točno, ne vem, ki je pravil, v tišini. Kot ena žrtev, tišina in post. In je šel še on, je rekel, kaj če jem zgubiti, tak sem se že vsemu odpovedal, zdaj pa grem še tja zdržati teh 14 dni, ne vem koliko je rekel, v glavnem 14 dni, brez vsega, kar je bilo prej ponujeno, brez tistih debat, brez televizije, brez nič, samo kar so imeli kruh, voda in kar so se dobili z molitvijo in en duhovnik je bil z njimi, ki je tudi maševal, spovedoval in vodil te molitve. Ta pravi, po tem dejanju, ko sem jaz prišel z tega dejanja, domov že prvič, sem videl, da sem vesel bohoslovc, ki ne bom nikoli za nobeno stvar zamenil te poti, ki mi jo Bog daje. Preko posta, preko puščave, preko odpovedi je to spoznal. Samo Bog ve, kaj je bilo v njemu, da se je mogel vsemu temu odpovedati. Kaj je bilo v njemu, ki ga je tako vleklo stran od tega, kar Bog hoče z njim. Dostikrat se sprašujemo o naši svobodni volji. A je res naša svobodna volja tisto, kar si želimo? Ali je zelo pohojena s tem, koliko smo zastrupljeni z reklamami tega sveta, ki nas vlečejo stran od Božjega kraljestva? To se je zelo, zelo za vprašati. To se mora vsak od nas zelo vprašati. Ni vse Božje volje, kar mi mislimo, da nas veseli, ker smo lahko zelo zmanipulirani. Pogledajmo recimo tudi ta pot Izraelcev iz Egipta. Pot, zanimivo ime ima ta pot, Exodus. Exodus, izhod iz Egipta. Prvič, kako je bilo težko Izraelcem sploh spoznati, da se lahko tistega rešijo, suženstva. Niti spoznati tega niso mogli. Ko je Mojzes prišel do njih, so se mu upirali. Potem, kako težko je bilo začeti. Ma vidimo ta pot Exodusa Izraelcev iz Egipta, naša pot iz tistega Egipta, ki nas zasužnjuje, da je popolnoma na isti način drama se ponavlja pri vsakem človeku, v vsakem srcu, stalno eno to ponavljanje. Težko spoznati, da sem na napačni poti, težko spoznati, čemu bi se mogel odpovedati. Dostikrat vidimo različne ljudi, s čim so zasvojeni, mogoče z raznimi odnosi, mogoče z raznimi častmi, pa imamo občutek tega, ne bojo oni, ta človek, temu se ne bo nikoli odpovedal. In tu ima vsak človek sam v sebi marsikaj, kar nam bi lahko do drug povedal. Kaj je naš tist Egipt, v katerem se počutimo doma sicer, ampak v njem trpimo in smo sužni, to je pa druga plat. Radi bi imeli mogoče svoj Egipt, ja, radi bi ga imeli kot svobodni, ma ni, Egipt je suženstvo. Svetopisansko v tem prenesenem pomenu Božjega kraljestva, stran od Božjega kraljestva je suženstvo, ni svoboda. Potem ta pot sploh, ki se je začela, že kak trud, kak boj Mojzesa in faraona. Kako se bije ta Mojzes in faraon pri nas tudi, ko začnemo to Božje pot. In potem nadaljevanje te poti, spet prava umetnost, kako je Mojzes to zdržal. Kako je to zdržal?
In dostikrat tudi pri nas vidimo, tisto nadaljevanje rata najtežje. Še Bog sam je zagrozil Mojzesu, oziroma izraelskemu ljudstvu, da ga bo pokončal, ko je videl, kaj so naredili. In potem, ko pride Božje ljudstvo pod Sinaj, dobi zapovedi. Ko je pa dobilo te zapovedi, nekako je šlo lažje. Lahko zaradi tega, ker so vedeli, da so Božje ljudstvo, lahko zaradi tega, ker so vedeli sploh, kako ravnati, ampak bilo je malo lažje. Bili so tudi že izkušeni, tudi videli so, da se ne splača Mojzesu upirati, tudi spoznali so, Bog je z njim in so šli naprej. Tako da vidimo naša pot iz Egipta v obljubljeno deželo. Samo preko puščave. Radi bi ponudili kako drugačno pot, ja. Ma to ne more ponujati cerkev, to ne more ponujati svetopismo. Ne more. Starši svojim otrokom lahko ponudijo dobro življenje. Če jih naučijo delati, se učiti in vse te reči, takrat jim ponudijo dobro življenje. Če jim ponudijo pa, da bojo vse dobili, kar bi se mogli truditi. Vemo dobro, da tudi če otroci to dobijo, tega ne bojo cenili. In bo otrokom, ko odrastijo, ali pa že prej, to bolj v breme, kot v svobodo. In isto je na naši dušni poti. Bog nam ne more dajati nekaj, kar moramo mi prehoditi drugačno pot. Taki so zakoni narave, taki so zakoni fizike in tak je tudi zakon naše duše. Duša, ki potuje, ampak Bog, vemo pa je, nam daje, nas vabi. Sami pa se zelo vprašajmo, kaj je tisto, kar nas veže v Egipt. Kaj so tisto lonci polni čebule in mesa, tako so očitali Izraelci Mojzesu. Kam si nas pripelji v to puščavo, ta borna jed se nam že gabi. Pa tista borna jed jim je dajala življenje. V moči tiste jedi so lahko potovali brez problema. Pa si jim je gabla, sploh se niso zavedali. Niso se zavedali, kaj imajo. Niso se zavedali, da tudi tisto meso in čebula, ki je bila v Egiptu, verjetno jim ni samo pašala, jim je kdaj tudi škodovala. Nič niso vedeli tudi. Samo ozirali so se nazaj. Pazimo, da se ne oziramo nazaj, ampak da se zadovoljimo s tistem, kar nam Bog daje in da imamo pred sabo stalno tisto, kam gremo. Gremo v obljubljeno deželo. In že na tej poti v obljubljeno deželo nam Bog daje svojo tolažbo. Zato prosimo zdaj Boga, Jezus, prosimo te, pomagaj nam na tej poti. Pomagaj nam, da bomo stalno spoznavali, kaj je tisto, kar nas ovira, da se bomo trudili, da bi se tega izogibali, da bi tu predajali tebi, da bi nam ti oduzel. In prosimo te, daj nam stalno moči, da bi brez hodrnjanja, z veseljem potovali s teboj, tebi naproti. Amen.